Kdo bo zasanjeno Trnjulčico zbudil iz sna, se sprašuje večina kandidatov za izolskega župana. Bolj kot vse drugo jih moti visoka nezaposlenost ter posledično visoka stopnja revščine. Samo dejstvo, da je župan z dobro namero seveda njegovo obljubil 3000 delovnih mest novih, a med tem časom Delamaris je šel, Mehana je šla in marsikateri privatnik se je preselil na Kozino. Da se moramo vprašati, zakaj. V Izoli so mesta, je mesto, kjer bi lahko ti ljudje delali. Ampak zakaj gre v stran? To se moramo vprašati. Sašo Glavaš je županski kandidat stranke SDS, zaposlen kot varuh v varstveno-delovnem centru. Med programske prioritete uvršča tudi razvoj športa in kulture. Vojka Ludvika na mesto župana predlaga stranka Oljka. V življenju se ukvarja z gradbenim inženiringom. Zguba delovnih mest se nadaljuje, to želimo preprečiti. Drugo, poskušati razviti in dodati nova delovna mesta, omogočiti sedanjim gospodarskim subjektom nov zagon in eventualno tudi nove zunanje investitorje. Tudi v Desusu, ki jih bo na tokratne volitve popeljal upokojenec Branko Simonovič, so kritični do razmer v občini. Poglejte na področju, ohranjanja delovnih mest. Vse sosednje občine, ne da so nas samo prehitele, tudi nas prehitevajo, ker ni posluha. Glejte, kaj se je zgodilo s temi svetilnikom, rušimo, podiramo, gradimo. Barve Slovenske ljudske stranke bo v Izoli zastopal Bojan Zadel, ki se preživlja s trženjem v gradbeništvu. Njegovo kandidaturo podpira tudi NSI. Za mlade imamo program Mladinski center, za malo manj mlade kulturni center, za starejše imamo oskrbovana stanovanja in dnevni center starejših. Poleg vsega se pa zavedamo, da moramo za razvoj obrti in podjetništva in ohranjanje kmetijstva sprejeti čimprej občinski prostorski načrt. V župansko borbo se podaja tudi aktualni župan Igor Kolenc. Tudi tokrat kandidira kot neodvisni kandidat. Podpira ga SD, Zveza za Primorsko, Združeni za Izolo ter Nova lista za Izolo. Vsekakor smo v preteklih 4 letih znali, pokazali, kaj zmoremo, na kakšen način delamo, da smo sposobni kvalitetno in odgovorno delati in sem prepričan, da bomo z skupnim nadaljevanjem takšnega dela lahko naredili še nekaj več za to naše dobro mesto Izolo. Žensko čast bo na tokratnih volitvah v Izoli branila Manca Vadnjal Stojanovič, članica stranke Izola je naša. Vadnjal Stojanovičeva je zaposlena kot medicinska sestra. Ponujemo program, ki zagotavlja socialno dobrobit Izolanov, vključuje izolske gospodarstvenike, podjetnike in obrtnike in pa ne obljubljamo številk, ne obljubljamo velikih projektov, ampak občino pomiri občana, ki ni sama sebi namen. V Izoli bo svojega županskega kandidata imela tudi zmagovalka parlamentarnih volitev, stranka Mira Cerarja. Zastopal jo bo 30-letni Gregor Perič, po izobrazbi politolog, sicer pa brezposeln. Z ustanovitvijo stranke Mira Cerarja se je odprl nek nov prostor za nove ljudi, nove ideje, nove načine zlasti sodelovanja in sam sem sebe videl v tej zgodbi in prepričan sem, da lahko tudi pomembno prispevam k temu, da gre v Izoli bolje. Dosedanje analize javnega mnenja kažejo, da so kandidati dokaj izenačeni, zato je v Izoli realno pričakovati tudi drugi krog.